Spoštovano televizijsko občinstvo, prijazno vas pozdravljam v prvi novi televizijski oddaji Nostalgija. Naš prvi gost bo velika legenda slovenske popevke, polnočni kavboj, fant iz Izleka, legenda Ivo Mojzer. V oddaji Nostalgija bomo predstavili njegovo uspešno glasbeno pot. Njegova pot še zdaleč ni končana, ta še vedno traja. Lepo pozdravljen, Ivo Mojzer. Lepo pozdravljen. Pot iz Maribora do Celja je tekla gladko, je bila gneča na cesti? Ne. Ne. Lepo. Še šteješ kilometre takole, koliko si jih prevozil? Ne, štel sem enkrat, koliko avtomobilov sem zamenjal. Koliko avtomobilov? Dobro. Ampak mi dva se danes ne bova pogovarjala o prevoženih kilometrih, pač pa bo najin fokus glasbena kilometrina. Ta pa je impozantna. Zato bi predlagal, da se resnično pogovarjava, fokusirava o tvoji glasbi, ampak za boljše razumevanje pojdiva zdaj, dragi Ivo, daleč nazaj v tvoje otroštvo. Bojda ti je bila glasba že v zibelj položena. Glasbeni talent si podedoval po svojem dedu, po mamini strani. Imam prav? Ja, to drži. Moja mama je iz Prlekije. Njen oče je, so pravili, igral zelo dobro harmoniko. Že kot 15-letni fant, da so ga baje klicali povsod že takrat na tiste, po domače rečeno, gostije. In žal mi je zelo hitro umrl ta moj dedek, tako da kasneje, ko se je začelo to s harmoniko, moja pot, so vsi rekli, to pa ima verjetno po Ateku, je mama rekla, tako se je začelo. Skratka, zanimivi začetki. Bi pa takole usmerila najin pogovor dalje. Tvoja skrbna starša, očka Ivan in mama Ivanka, sta ti harmoniko kupila že pri 3 letih in začel si se učiti igrati na harmoniko in še na druge instrumente. Pa me zanima, dragi Ivo, kako je potekalo tvoje otroštvo, ki je bilo v bistvu že zelo zgodaj prepleteno z glasbo in učenjem instrumentov. Ja, moje otroštvo, imam lepe spomine na moje otroštvo. Tista harmonika prva je bila res bolj kot igračka. Prava, malo boljša harmonika je pa bila pri 6 letih. In vem, da sem jo dobil za rojstni dan, 4. januarja. In so pravili, da nam nič ni pokazal, pa sem čez par dni že kar zaigral neke narodnih pesmi. V bistvu si že tu pokazal ta svoj talent. Gleda je bilo, da sem našel tiste tone na tipkah in pa na basu in da sem kar zaigral že na Planicah, Sončeci. To se pravi zelo obetavni začetki, da tako rečem. No in tako je potem pa je prišla harmonika 32 basna, ki je bilo ime Silva. No, zdaj pa že gre za res malo. Tale harmonika je v bistvu potem meni zaznamovala otroštvo, lahko rečem. Ko sem prišel v prvi razred, sem že igral kar hitro že na teh proslavah, na zaključkih šolskega leta. Celo v 3., 4. razredu je že nastal prvi ansambl v osnovni šoli pri Žiho Voran v Mariboru. Z mano sta igrala Peter Gabrielčič in Franci Kržan. Ja, tisto pa je bilo že kar, smo nastopali kar dostkrat, pa šli smo na Pokaži, kaj znaš, v dvorano Union Maribor. V Mariboru. In smo zmagali in smo dobili, mislim, da smo dobili namizno, mizo smo dobili za namizni tenis in smo jo dali potem šoli tam. No in tako je praktično mene harmonika res spremljala, lahko bi rekel, od 6., 7. leta pa do konca 8-letke. 8-letke. Ampak še moram pa poudariti, da še me danes spremlja harmonika. Zagotovo. In da še omenim to, da sem v bistvu vse pesmi, ki sem jih kasneje posnel,
ko sem začel kot pevec, sem se vedno, bil način takšen, da so takrat, se še bom kasneje navezal to, ampak so poslali vedno note domov z besedilom podpisanim, kar danes je bolj redkost. In sem se jaz v bistvu s harmoniko naučil to melodijo in potem šel posnet v Ljubljano. Čudovito. Ampak jaz bi se vseeno še dotaknil v pogovoru tvojih profesorjev. Teh profesorjev je bilo najbrž več v glasbeni šoli. Kakšne spomine imaš? Ja, spominje imam takšne, da je prvi moj učitelj glasbe bil gospod Hartmann. On je tam v centru mesta na Gregorčičevi šoli, je imel takšno sobico lepo. Vem, da mi še je mama pomagala harmoniko nositi, ker nisem mogel, malo sem še ker je bila pretežka. No in tam sem jaz kar par let bil pri tem gospodu, on me je pisal tiste osnove naučil. Je pa bil včasih jezen name, zato ker sem jaz doma malo drugače igral, kot je on me učil, ker mi je postalo dolgočasno z enim tonom igrati. Z enim tonom, razumem. In se mi je zdelo, da bo to predolgo trajalo, sem mami rekel, da bo predolgo trajalo, če me samo z enim tonom hodil en mesec za eno pesem. Sem jaz kaj dvoglasno, triglasno izigral, no tak da, ampak v redu. Osnovo sem dobil od tega gospoda Hartmana in mislim, da do konca osnovne šole skoraj sem hodil k njemu. Potem sem se pa upisal tak ali tak na srednjo glasbeno šolo. Tam pa ni bilo predmeta harmonike, ni se bilo možno učiti harmonike. Željo sem imel, da bi igral pozavno, no klavir je bil obvezni, stranski predmet, klavir. Potem je bilo tako, to je pa zdaj zanimiva zgodba. Pridem domov, pa sem rekel, mami, nimajo prostora za pozavno, bom moral fagot igrati, jaz pa nisem vedel, kaj je fagot. In kdaj so prišli bobni? Ja, to pa še kar kasneje, malo še kasneje, ja. No, glavnem, to bi samo rad povedal, zdaj v tem trenutku, ko sem začel to prvi letnik, sem praktično moral zbrati inštrument fagot, ki mi ga poučeval gospod Lorbek. Krasen človek, mislim, zelo dosti sem se naučil od njega, on je bil dirigent tudi godbena pihala, že v Novem Sadu in v Beogradu in potem postal profesor na naši šoli, dirigiral je tudi naš šolski orkester. Zelo veliko sem se naučil, mislim res, imam ga v najlepšem spominu, koliko mi je dal tistega osnovnega v glasbi in ritma in gospod Breznik recimo, ki me je solfeggio učil, ga imam v krasnem spominu. Učil me je tudi gospod dr. Klasinc klavir, da sem mu malo zdaj pohvalil, da je rekel, mami, škoda, da nisem že kot otrok začel klavirja igrati, da je začutil nekaj v meni, kako igram klavir, ampak dobro, to je bilo vse, zdaj je vse bilo na kupu, glavnem harmonika je bila malo na strani, ampak je bila vedno moja ljubezen, še danes je ostala, ampak je bila malo na strani, fagot. No in v prvem letniku potem sem jaz začel poslušati glasbo po radiju, predvsem Radio Luksemburg. Kako si pa potem prišel k ansamblu Biseri? No, enega dne pridejo potem domov Franc Bedjanič, Milan Bedjanič, to sta bratranca, dobesedno do moje mame prijeta in prosita, če bi lahko vaš sin z njimi začel vaditi. Da imajo kvartet, Tone Žurajše je bil zraven, danes kasneje profesor glasbe in znan dirigent pevskega zbora v Mariboru in po svetu dirigiral razne te po festivalih in tako dalje. No, v glavnem, mi smo začeli vaditi v Račah, je bila prva vaja in smo tam potem navadili, da smo imeli prvi nastop mislim, da v Nigradu, v Mariboru, v Strmi ulici. Od tam je pa bili so pred nami že korali v Mariboru, ki so že igrali bolj Rolling Stones, mi smo pa predvsem bili orientirani na Beatle, ker so fantje res to triglasno, odlično peli, jaz še nisem nič pel takrat, jaz sem bil samo bobnar. Govorim, zdaj bil sem 16 let star. Ampak tega prvega nastopa Hale C ne bom nikoli pozabil, to je bilo nabito polno. Koliko je šlo ljudi, no, 1000 ali 800, nekje tu, nekje, to je bilo ne. In
še moram navezati se in hitro, zatem smo bili v Narodnem domu v Celju, nastopali. Tudi kot biseri. No, igrali smo res, krasno smo igrali to glasbo, mislim, Beatlov, kar 80% smo imeli tega repertoarja. In tukaj je bila v bistvu kar tudi ena moja šola, mislim, tega sem že imel malo boljše bobne, tega ne smem pozabiti, sem že dobil druge bobne, ki mi jih je oče kupil v Hamburgu in jih poslal. So prišli na carino v Maribor. To so trenutki, ki jih nikoli ne pozabim. To je v bistvu bil res velik, prelomen dogodek. To je za mene, ne vem, kaj bi mi lahko danes dal kdo, če bi bil tako srečen. Ivo, če dovoliš, ampak potem od biserov, si pa odšel k znameniti skupini Kameleoni, ker je bilo takrat za mladega glasbenika izjemen uspeh. Pa me zanima, kdo je koga našel? Ti Kameleone ali obratno? In pa seveda, kakšni spomini te vežejo na Kameleone? Čist kratek bom, v Opatiji smo igrali biseri. Z nami je takrat bil že Berti Rodošek, poznajo ga vsi kot odličnega komponista, ki je na Veseli jeseni in Melodijah morja in sonce ustvaril veliko hitov. Zagotovo. In potem sem pa jaz dobil povabilo, da grem z grupo Kockarji, ki so kasneje bili grupa 777, igrati v Libijo. In sem 2 meseca igral na ladji. Tam sem marsikoga spoznal, to bom za mimo gledal, ko se vračamo nazaj z ladjo. Ladja je bila kot hotel. Me čaka telegram, že pri Puli pride telegram na ladjo, da me čakajo Kameleoni v Opatiji. Tako da so oni mene našli. Jaz se ti vprašal, zdaj kdo mene. To je pravi odgovor. In pridejo v Opatijo, tam v hotelu Adriatic, kjer smo mi igrali, smo se dogovorili in tam smo potem imeli sestanek in so mi direktno rekli, da želijo, da prijem kot bobnar v Koper in začnem z njimi igrati, da je malo spremenjena postava, ampak da še vedno Kameleoni. In koliko časa si igral pri Kameleonih? Igral sem pri Kameleonih, 2 leti polni, celo 68, celo 69, ne. No, to moram povedati, da s Kameleoni se je pa zopet zgodba čisto spremenila. Mene kot bobnarja, zato ker smo igrali čisto drugo glasbo, igrali smo Krime, Jimi Hendrixa, nekaj svojih skladb. Ravno pred par dnevi se je našla ena skladba iz leta 69, ki igram solo bobne. To je, mislim, zopet en takšen krasen občutek, da se po toliko letih najde nekaj, ko si igral v živo. No, glavno, začeli smo v Hali Tivoli je bila razprodana, to je bil prvi nastop, tam smo imeli 15-20 minut solo bobne in take stvari pač ne pozabiš nikoli v življenju. In potem smo s Kameleoni šli po celi Jugoslaviji, od Beograda, Zagreba, Sarajeva. Spomnim se tudi zelo dobro tega, to bi še rad navezal se. V Zagrebu smo imeli nedeljo koncert, pa je bilo toliko kart v predprodaji že, da smo morali še ponedeljek igrati, pa je bilo zopet 10 000 ljudi. Ogromno. Na Tuškancu. To se pravi, so bile dvorane razprodane. Ne morem verjeti, potem sem videl, kako so bili Kameleoni takrat popularni, mislim. Recimo v Beogradu smo igrali, sploh ni bilo nobenih plakatov, tako danes so ti jumbo plakati po celem mestu, 2 meseca prej. Mislim, da so dali 5 dni prej en pano spredaj, sredi Beograda, pa je bilo vse razprodano. Skratka, izjemno lepi spomnim se tudi, kak je Bregović stal pod odrom, recimo, pa me gledal. Mislim, potem sem se spomnil, ko smo se pogovarjali. Mislim, kak je pa od Indeksov, pa to, mislim, se še potem navezam. Čudoviti spomini. Ja, čudoviti. Skratka, po Kameleonih si odšel na samostojno glasbeno pot. Najprej, če se ne motim, te je pot vodila v Italijo in celo v Afriko. Tako. Pa bi mogoče na kratko opisal ta del glasbene poti. S Kameleoni to je bila krasna zgodba, mislim, nepozabna, mislim, še danes smo z Jadanom prijatelja, mislim, v Grinom, on ima odličen studio, kasneje se bomo navezali, da sem tudi pri njemu CD posnel pred par leti. No, jaz sem potem šel v Italijo igrati, skoraj 1 leto. Iz Italije sem šel igrati potem v Kenijo, Nairobi, tudi skoraj 9 mesecev. Čudoviti čas sem preživel tudi v Keniji. Pravi svetovljan.
iz Kenije prišel nazaj v Italijo, Ja. še je igral v Italiji nekaj časa. Krasne spomine imam tudi na Italijo, mislim. Začelo se je vse v Firencah. Povej, Ivo, srečal si številne znane osebnosti, Ja. takole na glasbeni poti. Srečal si celo slavnega Alena Delona, če se ne motim. Ja, tam sem jih več srečal v Nairobiju. Tam sem srečal Koga si v Stuart srečal? Grangera, sem se zaletel, mislim, ne namerno. Jaz sem šel iz Ameriškega trgovine, igralca. jaz, Ja. on je šel ven, pa smo se ruknili, pa smo se nasmejali, pa mi je podpisal na nekaj SSO. Ja, pa Belmonda sem videl tam v Belmonda. hotelu. Pa. Kje si srečal Onassisa sem videl. recimo. Delona? Tudi v tem hotelu. Tudi v tem hotelu. Skratka, bova nadaljevala. Zdaj pa, no, to Ja. bi samo dati nadaljeval. Izvoli. In od tukaj iz Italije sem pa šel v ameriške klube igrati. To je pa zdaj, kjer sem največ teh ljudi srečal, svetovno znanih. Igral sem po ameriških klubih, 7-članskim ansamblom, z vrhunskimi glasbeniki, to pa moram poudariti, mislim. Tam sem se pa, mislim, Lahko poveš kakšno ime? pa recimo Stjepko Gut je bil trobentač, ki je znan za džezarje, ne, zelo poznan, mislim, igral je po festivalih po celem svetu. Lacika potem recimo, ki je napisal Fly Robin Fly recimo, ne. In take disko hite, znano ime. z njim sem bil v sobi skupaj, saksofon je igral, čudovito, mislim. Še danes Skratka, ga. No in potem smo prišli v Bitburg, to bi se še zaradi navezal. V Bitburgu je pa bila baza ameriška, tale letalska, zelo krasen klub, fantastičen, velik. To ne moreš nikoli pozabiti, ko vidiš, da igraš en večer, smo igrali soul glasbo samo, ne. In potem so šli črnci gor na mize, mislim, takšne, mislim, če pa te to zgodi, da črnci grejo na mize gor od sreče, in da so tako navdušenja. navdušeni, Tako, ne, to je pa tako. velik uspeh, potem pravi. Zagotovo. No in tam so pa potem vsak petek ali soboto je prihajal en svetovno znan pevec ali pevka. In med drugim je bil tam James Brown, bil je Ray Charles, bil je Wilson Pickett, Joe Tex, Jackson 5. Skratka, Ampak to je bilo svetovni zanimivo, ker sem zvezdniki. jaz bil Ja. na odru tako blizu njih, praktično 3 metre od njih. Jaz sem se skril za zaveso, ker sem hotel doživeti te nastope njihove Razumem. dobesedno iz bližine. Ampak spoznal si pa tudi veliko zvezdo Michaela Jacksona. Ja, med recimo. njimi je bil, med Jackson 5 je bil Michael Jackson. Menda si se dotaknil Ja, v njegovih garderobi las. sem se ga dotaknil, po lepih takšnih kravžljastih laseh. Ja. Bil je star, mislim, da 11 let, 12, 11, Je takrat 12 je let. bil deček še, Ja, ja. ampak se ga spomnim, kako je plesal spredaj in kako je pel. Sem rekel, če pa ta ne bo... Že takrat je pokazal ta svoj on je izjemen bil spredaj, talent. oni so vsi vzadaj bili. Razumem. Sem rekel, če pa ta ne bo uspel, tem pa nišče ne bo uspel. Mislim. Ivo, pogovor je res da zelo zanimiv, ampak mi dva morava iti dalje. Zdaj, na ključi ali ne, da sta te v Mariboru slišala igrati in peti dva pomembna slovenska skladatelja zabavne glasbe, Mojmir Sepe in Mario Rijavec. In Jure te Robežnik, tako- še od njega. In Jure Robežnik, v bistvu te je ta trojica takoj povabila k sodelovanju. Vse je bilo tako. Ja, bilo je kratko in je Donato vam povedal, bilo je v hotelu Slavija, jaz sem takrat igral v hotelu Slavija, Slavija 5, prišli so na teraso po slovenske veseli jeseni, so prišli na teraso, banket je bil tam. In jaz sem pel, pač kar veliko sem pel s tistim ansamblom, kot solist za bobni seveda, ne. Nisem bil solist z mikrofonom spredaj, igral sem bobne in pel. Jaz sem verjetno takrat kakšne fajn komade zapel, ali kaj, ne, glavnem prišel Ivo Štrakl, moj prijatelj, zelo pomembna osebnost v mojem življenju. Ker on je bil takrat že na televiziji Ljubljana Tako, v službi. ampak zelo pomembno, on je mene sicer že v Opatiji spoznal, bil je naš Mariborčan, ne mislim. In on je prišel do odra in rekel, Ivo, gospod Sepe, Mario, Jure Robežnik hočejo govoriti s teboj. In In sem šel do mize in je kar, Mojmir je kar izstrelil, ko izstopa. Je rekel, a bi posneli eno za Radio Ljubljana, eno skladbico, Ja, kar in? sami si jo zberite, je rekel. ja, In jaz sem si kar v glavi že razmišljal, ko sem šel nazaj na katero oder. pesem pa bi? Ja, Sem rekel, ja. "Kaj, če pa se jaz kavboja spel." Sem rekel, ta film sem gledal, všeč mi je pesem. Ja. Pa prije Ivo z menoj, ne, seveda. Ja. Sem rekel, hvala Ivo, da si me poklical.
je rekel, veš kaj, jaz bom pa besedilo napisal. Ma ni minilo 14 dni, pa mogoče 20 dni, je bilo besedilo V slovenščini. v slovenščini, grem na Radio Ljubljana, Studio 14 in ta posnetek je tukaj gor Čudovito. in izide prva mala plošča marca meseca 74. Vidiš, vse podatke veš na pamet. Nikoli več ne moreš biti tako srečen, ko se ti to zgodi na prvo malo ploščo. To se pravi, nisi samo vrhunski glasbenik, ampak imaš tudi vrhunski spomin. Bi Vidim. pa samo še rad to povedal, da prosim. to ni bilo lahko v Studiu 14, to bi se rad navezal, ker ko sem imel snemanje, to je bil moj prvi posnetek, prvič sem bil v Studiu 14 in pridem gor, pogledam in vidim Jure Robežnik sedi gor, Mario Rijevec, Mojmir Sepe, Jože Privšek, Bojan Adamič, tem je pa malo mi je kar znoj prišel na čelo. Sem rekel, zdaj pa Ivo, Se pravi, kar bo, pa bo. najpomembnejši Ja. slovenski skladatelji zabavne glasbe. Tako. Jaz smo kar hitro posneli, mislim, da je to bilo, kakih 15 minut je bilo to posneto. Prijem gor, spomnim se, da mi je dal roko, Jože Privšek, s tem sem se že poznal malo, s Cepetom in Robežnikom in Rijevcem. In je glavnem Bojan Adamič in potem je samo Jože rekel, mi se še vidimo. Svidenje. Se pravi, to je bil že namig, pravzaprav si Mogoče že za slovensko pričakoval. popevko, ja. Zagotovo. Tako. Ampak, če dovoliš, Ivo, bomo zdaj našemu televizijskemu občinstvu privoščili prvi tvoj televizijski posnetek in zdaj glasbeni predah. Poglejmo si enega prvih Ivovih glasbenih posnetkov. Gre za slovitega polnočnega kavboja, ki je Iva nedvomno postavil na piedestal. Vsi ljudje strmijo vame, njih besed sploh ne slišim, srce mi trga le tvoj glas. To laži Bog sam sebe, obrazi so okrog mene, sence, ki govore na glas. Bežim tja, kjer sončni žarek premaguje dež, tja, kjer sonce ljubi lepo nos. A veter z juga bo nosil tvoj ljubezni zvrhan koš. Draga, čakaj, saj bova vsemu kos. Bežim tja, kjer sončni žarek premaguje dež, tja, kjer sonce ljubi lepo nos. Veter z juga bo nosil tvoj ljubezni zvrhan koš. Draga, čakaj, saj bova vsemu kos. Vsi ljudje strmijo vame, njih besed sploh ne slišim, srce mi trga le tvoj glas. Kje zdaj, draga, si, pošli pozdrav. Kje zdaj, draga, si, kje zdaj, draga, si, pošli pozdrav. Kje zdaj, draga, si, pošli pozdrav.
bova nadaljevala z najnim pogovorom. V bistvu si že veliko stvari povedal, kako si začel snemati v Ljubljani v radijskem studiu 14, ki je še danes aktualen. Ja, super studio. Ampak razen Polnočnega kavboja, to se pa tudi jaz zelo dobro spomnim, si posnel tudi zelo lepo pesem, velik hit je postala Koledar ljubezni. Kaj lahko poveš o Koledarju ljubezni? Ja, to je bila bistvo, da se navežem, to je bila kar druga pesem, za kavbojem. To je pa potem bil komponist Milan Ferleš. Pokojni. Ja, je besedilo napisala, to je bila malo v takem country stilu. Vem pa, da je bila kar uspešnica v tistih časih, to je bila ena prvih mojih pesmi, vem, da je prišla na Stop ob 20. No, se to sem te hotel vprašati. Takrat je bila revija Stop je izhajala, izjemno priljubljena revija, Stop ob 20, ampak dejstvo pa je, da je ravno Koledar ljubezni bil zelo dolgo časa, več tednov na prvem mestu. Imam prav? Ja, Cifra mož ga je edino prekosil. Cifra mož, tudi to veš. No, bova nadaljevala naprej. Dragi Ivo, leta 1974 si doživel povabilo na mednarodni festival Slovenska popevka, zapel si Ježkovo in Privškovo pesem Cifra mož, ki je postala zelo priljubljena pri poslušalcih. Pesem je danes zimzelena. Pa me zanima, kako se spominja svojega prvega nastopa, debija, na tako uglednem festivalu, kot je Slovenska popevka nekoč dejansko bila? Ja, spomnim se, res tega festivala se najbolj spomnim, ker je bil prvi. Tu je bilo kar adrenalina malo, mislim, ni bilo enostavno, mislim, razprodana hala Tivoli. Prvič stojim pred orkester, pred menoj spodaj veliki orkester. Mislim, to so občutki lepše. Nepopisni. Ne, lepše. Me pa zanima, recimo, kako so te pa sprejeli takratni veterani, ne? Denimo Marjana Držaj, Majda Sepe, to so bili vendarle tako uveljavljeni popevkarji, recimo, spomnim se leta 1974, to pa bi mogoče omenila, Berto Ambrož, ona je takrat zapela in se tudi poslovila, žal poslovila zelo zgodaj, prezgodaj, s pesmijo Šabada. Bila je tudi Tatjana Gros, ki se je tudi poslovila takrat dobro, ona se je še vračala nazaj na odre, medtem ko Berto Ambrož se je pa res poslovila. Ampak deva se mi dva fokusirati recimo na Marjana Držaj. Ja, no, to se bom fokusiral. Prvič, ko si omenil vse te pevce, izredno so bili kolegijalni. Vsi po vrsti. To se mi zdi pomembno. Z vsemi odličen odnos. To moram poudariti. To pa res moram poudariti. Tako lepo, mislim, zdaj predvsem Marjana Držaj, ona je bila, mislim, da hitro za menoj na vrsti. Jaz sem stal tam pri stopnicah in je prišla k meni v tistih kritičnih trenutkih, ko nisi enostavni, ko si prvi. Zagotovo. Pa me je objela, dobesedno me je objela, pa rekla, Ivo, tako lepo si zapel to pesem, zdaj še pa tukaj tako zapoje. Se pravi na Generalki? Si zelo lepo zapel? Tako. Ali pa posnetek je slišala, verjetno. Zagotovo, ja. In je rekla, zdaj še boš pa takoj zapel, takoj tukaj, danes večer. To najbrž ti je pa veliko pomenilo. Mislim, koliko mi je to pomenilo. Tega se vedno spominjam rad in se vedno spominjal. Še so bili kakšni padci, pa spomni sem se spomnil. Bila je izjemna, prijetna gospa, sončna gospa, zelo pozitivna. No, kasneje sem še posnel Sentimentalno potovanje z njo v duetu. Točno, to pesem tudi poznam. Sentimental Journey, kar mi si izredno čast štejem, da takega mladega pevca pristala, da z mano zapoje duet, mi je res... Ti je veliko pomenilo. Ampak, če nadaljujeva, dragi Ivo, postal si zelo priljubljen med poslušalci, pa me zanima, kako si pravzaprav doživljal to izjemno priljubljenost. So ti oboževalke veliko pisale, še hraniš pisma, so vmes tudi kakšne ženitne ponudbe?
Tako je, si ne. dobival Ko si vse mogoče mlad, pisma. ko si mlad, je vseeno malo vse drugače. Ne. Zagotovo. Zagotovo je pomembna tudi, mladost je pomembna v tem, da imaš toliko oboževalka. Pa, ne, mislim, ti pišejo pisma, pisali so mi izredno veliko, mislim, da sem dobil okrog 60 000 pisem. In si odgovarjal na ta pisma? Ja, si jaz sem pošiljal imel to z fotografije? prijatelji, pa prijateljicami, ki so mi zelo šli na roko. Jaz sem te slike dobival in od kasetne produkcije, in od založbe Obzorja. In so mi pomagali pisati naslove. Tako da, jaz sem v bistvu skoraj, lahko rečem, vsakemu odgovoril na prošnjo za sliko. Nekateri še mi danes pišejo, da še imajo sliko, ki je v predalu ali pa v kakšni knjigi. Spomnim se tudi, moram se navezati na Simono Vajs, ki mi je tudi pisala. To pa zato hočem omeniti, ker mi je napisala pri 13 letih, da me rada posluša in sem mi poslal sliko, potem sem jo pa srečal leta, mislim, da 90. In še hraniš to pismo? Pa sem je rekla, se spomniš, da sem ti jaz pisal? In še hraniš to pismo? Ja, shranim. Lepo. In potem sem rekel, no zdaj mi pa še ti podpiši. Vidiš, Pa mi je napisala. ste izmenjali. Ja, škoda, da je tak groza, mislim, da je tak hitro da je ni odšla. več Mislim, med nami. ne, groza. Ivo, spet bomo poslušali eno tvojih pesmi. Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbeni predah. Govorili smo o popevki Cifra mož, pa vam jo privoščimo vam in nam tule v studiu. Kadar nebesa pod grunta šaltja altor, vrzi v zrak en grož. Hej, hopla, cifra mož, al ti cifra padla bo, al bo padel mož, al pa v zraku bo ostal ta tvoj počen grož. Kadar nebesa pod grunta šaltja altor, vrzi v zrak en grož. Hej, hopla, cifra mož, al ti cifra padla bo, al bo padel mož, al pa v zraku bo ostal ta tvoj počen grož. Cenjeno televizijsko občinstvo, hvala za družbo, mi pa se ponovno snidemo čez teden dni, ko si boste lahko ogledali drugi del pogovora s pevcem Ivom Mojzerjem.